Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani župan občine Vitanje, gospod Slavko Vetrih, spoštovani župani sosednjih občin, spoštovani poslanec Državnega zbora Bojan Podkrajšek, gospod Kiril Bobrov, svetovalec za gospodarske zadeve veleposlaništva Ruske federacije, spoštovani častni občani in tisti, ki to še boste postali, spoštovani nastopajoči. Veste, odkar sem prvič prišel k vam, se tukaj počutim res kot doma. Prav zato sem vesel, da vas lahko nagovorim ob vašem dvojnem prazniku v imenu drugega doma slovenskega parlamenta, Državnega sveta Republike Slovenije. Gospod župan je rekel, da je Vitanje majhno. Res, majhno število vas je, ampak veste, tudi Triglav je majhen v primerjavi z Monteverestom, s kakšnimi švicarskimi Alpami, ampak je naš najvišji, naš edini in za nas najbolj pomemben. In tako tudi Vitanje, s to pridobitvijo, s ksevtom, z vsemi vami, z vašimi dosežki v Sloveniji ni prav nič majhno. In nimate nobenega razloga, da bi se počutili majhni ali nekje pri strani. Ste na vrhu. In česa takega nima nobena druga občina. In če Triglav ne bo več rastel, verjetno res ne, ima Vitanje vse možnosti, da zraste. Ne samo po številu prebivalstva, ampak tudi po uspehih, po dosežkih, po tem, da postane čim bolj prepoznavno v svetu in da svet zaradi Vitanja pride v Slovenijo. Vaša občina danes praznuje svoj praznik. Je občina, ki se lahko pohvali z bogato kulturno, zgodovinsko, naravno dediščino. Veseli me, da danes živimo v času, ko meje niso zazidane, ampak so prožne za povezovanje in sodelovanje ter odprte številnim pobudam ljudi, ki živite tukaj. Občinski praznik je tako znova priložnost, da podelite priznanja tem svojim najbolj zaslužnim občankam in občanom. Zaradi svoje izjemne in edinstvene geografske lege ste si skozi zgodovino morali vselej pomagati najprej sami. Pomoč od centru moči je bila pogosto predaleč. In prav to vas je utrdilo, vas je povezalo v skupnost, ki vam jo lahko zavidajo marsikatere druge slovenske občine. Biti toplo sprejet, z nasmehom na obrazu in iskrenostjo v očeh, to je tisto, kar danes največ šteje. In tega imate v Vitanjah na pretek. In tukaj smo deležni tega prav vsi obiskovalci. Prepričan sem, da bi se država Slovenija razvijala še hitreje in bolj enakomerno, če bi upoštevala razlike in specifike svojih regij, pokrajin, dežel, občin, majhnih, prelepih krajev. Ne pa, da odtujena od svojih ljudi in zabarikadirana v urbanih centrih moči, osmišlja in sprejema ključne razvojne usmeritve, daleč od lastnega srca in daleč od oči svojih ljudi. A ne glede na to, se lahko v Sloveniji pohvalimo, da živimo svobodno, živimo v lastni državi, v samostojni, neodvisni, suvereni državi, ki zagotavlja varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem svojim prebivalcem. Že naši največji kulturni velikani so nas opozarjali, da države nastajajo in propadajo. A domovina ostane zavedno in to le za voljo njenih prebivalcev, njihove narodne zavesti, kulturne umike in zvenečnosti lepote materinega jezika. Kaj pomeni danes biti državljan Slovenije? V času, ko se svet globalno spreminja, ko se rušijo temeljne vrednote demokratičnosti, svobode in varnosti. Kaj ponuja uteha državotvornosti v teh težkih trenutkih, ki od nas terjajo distanciranje, osamitev in samo nadzorovanje zaradi bolezni COVID. Verjamem, da vas je obdobje, ko je po 29 letih slovenske državotvornosti v Sloveniji ugasnilo javno življenje, pretreslo, zaskrbelo in vas vznemirilo. Vse, kar nam je bilo samoumevno, smo začeli gledati z drugačnimi očmi in to znova vrednotiti. Zakaj ne bi tokrat ob dnevu državnosti naredili podobne bilance vrednot slovenske osamosvojitve? Spoštovani, v zadnjih 29 letih, toliko je namreč mlada naša država, ki danes slovi svoj rojstni dan, smo doživeli veliko. Veliko je bilo lepega, veliko dobrega, veliko naprednega
pa tudi veliko hudega, slabega, kritičnega. Danes nas je več, živimo dlje, kot smo ob začetku samostojne poti. Naš življenjski standard je bistveno višji in s tem precej višja tudi kupna moč in splošna blaginja, slovensko gospodarstvo pa v vseh teh desetletjih okreva in raste s polno močjo. Ne glede na spodbudno statistiko, pa moramo usodo svoje države trdno držati v svojih rokah. Neodgovorni odnosi do lastne narodnosti, državotvornosti in kulturne samobitnosti nas zlahka potegne v vrtinec, kjer se lahko raztopimo in izgubimo. Naj nam torej ne bo nerodno negovati ljubezni do domovine. Ta zadrega lahko le umetno ustvarjena in je kot taka tudi politično nekorektna. Ohranjamo vrednote slovenske osamosvojitve kot ponosen in vselej pokončen narod. Za bodoče generacije vsaj, če že ne zase. In dovolite, da zaključim z besedami največjega slovenskega pesnika. Da bi nam srca unil za čas dežele, med nami potolažil razprtije in spet zedinil rod slovenščine cele. Vse najboljše in srečno, občina Vitanje, vse najboljše in srečno, Slovenija. Bog vas živi.